Na današnji dan pred 30 leti, 17. decembra leta 1990, so se udejanile sanje in želje Rajka Đurđevića, lastnika, direktorja in odgovornega urednika VTV vaše televizije, ko je točno ob 18. uri v domove Velenjčank in Velenjčanov prišla prva oddaja takratne velenjske televizije. V 30 letih je program VTV ustvarilo več kot 400 voditeljev, novinarjev, urednikov oddaj, snemalcev, montažerjev, grafičnih oblikovalcev, tonskih tehnikov, realizatorjev programa, redaktorjev, režiserjev, sodelavcev v administraciji. Ustvarili smo toliko programa, da bi ga lahko nepretrgoma 24 ur dnevno gledali 14 let in pol. Spoštovani gledalci, cenjene gledalke, programske vsebine ustvarjamo za vas in v tem letu smo načrtovali malo drugačno praznovanje skupne prehojene poti. Leto epidemije nam je prekrižalo načrte za veliko praznovanje. Vas pa v naslednji uri vabimo, da se skupaj sprehodimo po prehojeni poti 30 let. Najprej dober večer in dobrodošli. Kako se je naša zgodba pisala? Z lastnikom in odgovornim urednikom Rajkom Đurđevićem. Dober večer. In najprej iskrene čestitke za 30 let. Hvala lepa. Če se ozreva nazaj v preteklost, kako se je začela pisati zgodba? Ja, kot vsaka zgodba, ki se začne, se je začelo na začetku. In to je bilo v teh letih, kot si omenila, 17. decembra 1990, ko je Slovenija nekako začela postajati samostojna. Takrat je pravzaprav bi se mogel vrniti majčkeno nazaj, ne, v zgodovino pred TV idejo. Jaz sem že večkrat povedal, da moja prva preokupacija in prva želja je bila biti glasbenik, rocker, in to se mi je tudi uresničilo v skupini Ave, tako da smo takrat nekako krožili po Jugoslaviji, po televizijskih studijih. Jugoslavija, to je bivša skupna država Slovencev, Hrvatov, Srbov, Makedoncev, Črnogorcev, in imeli smo ogromno velik prostor in takrat so bile te nacionalne televizije pravzaprav takšne kot malo boljše kot lokalne, ne opremljene, ampak za tih čas sem lahko videl kot izziv, kaj se dogaja v teh studijih, kjer so nas gostili. In seveda po prvem breakdownu, zdaj popularno angleško reči, ne, pa v času krize vsi govorimo o tem, prekinitvi skupine Ave, sem v bistvu razmišljal, kam pa zdaj. Imel sem dobro tehniko, dobro ozvočenje in pa določene izkušnje iz snemanj. In ker se je v Velenju so naredili Gorenje servis pod vodstvom, seveda takrat pod idejnim vodstvom Igorja Simončiča, so naredili med prvimi kabelski sistem, ne, ker ni bilo razmišljanje o programskih vsebinah, ampak najprej o informativnih vsebinah, kot so video strani. In seveda, ker sem nekaj denarja imel na kupu, sem najprej želel narediti tonski studio kot glasbenik. Potem pa se je porodila neka ideja, ja, zakaj pa, če imamo kabelski sistem, pa ne bi imel televizijski studio. Ne, in tu so se stvari začele. So bili prvi porodni krči prisotni? Seveda. Največ problema je bilo dobiti tehniko, ker takrat so bili še jugoslovanski ukrepi, si moral imeti dobre zveze, da si lahko kaj uvozil sploh, da si dobil devize za nakup. In seveda takrat smo mi morali tudi kaj prešvercati, da smo lahko ta studio opremili. In prvi videorekorderji in take drobnarije, ki smo jih lahko skrili v riž in banane, smo tudi včasih malo čez hrib prenesli, ne, če se temu tako reče. No, in najprej smo imeli VHS tehnologijo, super VHS, in seveda računalnike, s katerimi smo poganjali video strani, ne, in to je bil prvi posel, ki smo ga televizijsko začeli delati.
Potem se je pa kmalu pokazalo, da bi bilo treba narediti kaj še v živega programa in seveda šli smo nov izziv, dokupili drugo tehnologijo kot takratni tudi prodajalec elektronike, glasbil in tako naprej. Sem dobil ponudbo iz Avstrije, iz enega lokalnega studia, da prodajajo opremo, rabljeno poceni, ampak tisto poceni je bilo hudo drago za tiste čase. In seveda skupaj z Gorenje Servis smo vstopili v ta projekt in opremili prvi profesionalno opremljen studio VTV na Stantetovi 2 v enih kletnih prostorih in tam se je pravzaprav začela prava televizija. Se pravi, tam se je začela pisati zgodovina. Prvo, najprej Velenjska televizija. Kakšna je bila pokritost? Najprej smo bili samo v kabelskem sistemu. Kabelsko-razdelilni sistem Velenje se je imenovalo. To so bile vse krajevne skupnosti velenjske. In seveda takrat je bilo to zelo veliko, ker takega dosega po enem mestu ni imelo nobeno drugo mesto. Vsi so gledali samo nacionalko, hrvaško televizijo, Avstrijo in to je bilo to, preko oddajnikov seveda. In smo bili eni prvih, ki smo pač lahko rečem zaorali program v kabelskem sistemu. Lahko rečete, da smo se vsi skupaj učili, kako nastaja televizija? Ja, vse to ni bilo kako enostavno. Prvi program narediti, to so bile kar travme. Namreč mi nismo imeli svojih novinarjev. Na začetku smo prosili za sodelovanje novinarje našega časa, časopisa in Radia Velenje. Oni so prvih nekaj oddaj na začetku, sploh pri prvi oddaji, ko so bile te velike poplave, so nam pomagali s tem, da smo s temi poplavami pravzaprav začeli obveščati naše občane in to je bil veliki boom. Ta zgodba se ni, seveda naša želja je bila, da bi nadaljevali še v bodoče, ampak so bili tudi drugi nekako nezadovoljneži iz politike, ki so enostavno rekli, kaj se pa ta privatnik gre. In jaz nisem bil poklican za to zadevo in to bi morali delati tisti, ki so bili za to ustanovljeni. In politika takrat ni bila na naši strani, moram povedati. Seveda, mi smo vse skupaj to zadevo trmasto obvladovali, začeli smo vzgajati svoje kadre, nadgrajevali tehniko, se učili in moram tu povedati, ne smem pozabiti, to je vedno se pol uščipnem, če pozabim to povedati. Prvi mentor naš, ki nas je učil, tudi mene, kako se dela televizija, je bil Janko Šopar, takrat novinar RTV Slovenija, in on je z bogatimi izkušnjami seveda zasejal zelo, zelo trdo brazdo. Kot začetniki smo morali štartati kar na enem malo višjem nivoju, kot pa vse druge lokalne televizije, ki so za nami začele delovati. Namreč v tistem času se je rodilo kar nekaj televizij, je bil en tak booming kabelskih lokalnih televizij in seveda to je bilo spodbudno. Nismo bili, nacionalka ni bila sama. Kaj pa prva tehnologija, beta kasete, koliko je to stalo? Ja, prva tehnologija je bila super VHS, kot sem rekel. Tamle pri tebi je kamera, še zdaj jo imamo in s temi kamerami smo pokrivali tudi vojno za Slovenijo in s temi kamerami so naši snemalci ležali v jarkih in spremljali dogodke. Tako da za nas je vsa tehnologija, ki smo jo dali skozi, zelo pomembna, bila zelo pomembna, ampak smo strmeli, dogodki so nas preganjali, da smo šli vedno višje, vedno višje. Ampak recimo za primerjavo, da poveva, koliko teh oddaj je šlo na eno kaseto, da si bodo naši gledalci in gledalke to predstavljali. Ja, moram povedati drugače. Lejte, mi smo dali 1, 2, 3, 4, 5, 6 generacij kaset, ki so se v svetovnem merilu spremenile. To je razvoj zahteval. Od take kasete, ki je šlo najprej 180 minut gor, to je bila
malo več kot navadna kaseta, mislim, tudi kvaliteta malo boljša. Potem smo šli na U-matic, ne. To je takšna kaseta, ki je bila že profesionalna in jo je uporabljala še najmanj 10 let, ko smo mi začeli tudi to uporabljati, ampak mi smo to kupili že kot staro tehnologijo. In tle gor pa gre 60-40 minut maksimalno. Če zdaj recimo poveva tudi, kako se je potem programska shema spreminjala skozi teh 30 let? Ja, malo me preganjaš, ampak hočem gledalcem pokazati. Imava samo uro in 15 minut. Pokazati, to je pa, to je tudi U-matic, to je pa prva profesionalna beta kaseta, to je za snemalce mala, ne, in velika za studio. To pa, kakor piše gor, to je stala. To je 90 minut, je šlo gor, 90 mark je to stalo. In teh kaset imamo mi v arhivu za tako da jaz jih nisem štel, ampak verjetno naši pri inventuri jih štejejo. Teh kaset pa tudi verjetno jih bomo pokazali, ali smo jih pokazali, je ogromno. Naš arhiv je bogat in hranimo res vse formate in tudi snemalne naprave hranimo v vseh formatih, tako da šele danes lahko pogledamo tiste posnetke čisto na začetku. Pa programska shema, prva recimo, pa zdaj v 30 letih, kako se je spreminjala? Ja, najprej smo naredili eno oddajo, ne. Prvo oddajo in tista oddaja seveda je bila naš prvi otrok. Takrat smo se vsi sekirali, ko je šlo nekaj narobe, ker je izpadel kabelski sistem Velenja, ne, in je bila tema. In to je bil tak šok, da so solze špricale, ne. Ampak to nas je kalilo, moram reči, to nas je kalilo. Prva oddaja je bila, seveda nismo imeli voditeljev naših še zverziranih, in smo takrat zaprosili Sašo Einzidler, ki je bila mlada voditeljica na televiziji RTV Slovenija, potem in pa priznanega voditelja Janeza Dolinarja. In moram reči, takrat je pravzaprav stekla tudi šola za naše voditelje in smo imeli neko osnovo. In moram reči, da Janko Šopar še enkrat je bil kar strog okrog tega in nas je popravljal in treniral in tako kot tehniko, tako kot novinarje. Za marsikoga od naših sodelavk in sodelavcev nepozabni in taki enkratni spomini. No, na Skype zvezi pa imamo zdaj Majo Zagoričnik, eno prvih urednic VTV vaše televizije. Maja, lep pozdrav v Kranj in zdaj le preverimo, kaj pravi Maja, seveda tudi o tem, kakšno je bilo sodelovanje z VTV hišo. Maja, živijo, dober večer. Dober večer in lep pozdrav in seveda čestitke za častitljivih 30 let. Kakšni so spomini, Maja, na našo hišo? Ja, najlepši. Jaz sem res kot mlada prišla se učiti in sem zelo hvaležna, da sem dobila to priložnost. Sem bila ena izmed prvih, ki sem se priključila regionalni televiziji, res, ko je zdaj Rajko dejal 6 generacij kaset, ljudje. Dejansko v 30 letih se je marsikaj spremenilo, ampak v začetku smo pa orali ledino in res velik mentor nam je bil Janko Šopar in seveda velika pomoč Rajko, ki je imel takšne zveze v Londonu in povsod in on je bil vedno tak vizionarski in nam je priskrbel najnovejšo opremo, tako da je bilo fino delati, pa se učiti in sodelovati. Maja, kakšna posebna anekdota v teh letih? Kar nekaj se spomnim zanimivih zgodb. Jaz sem bila 5 let del ekipe VTV-ja, marsikaj zanimivega se je zgodilo, še posebej so si me dejansko k srcu prirasli, ste mi prirasli, Andreja, vi sodelavci, saj smo tudi takrat sodelovali, a ne? Odnosi, imeli smo se lepo, dejansko včasih smo jasno, da kako kaseto dali na napačen avtobus ali pa zjutraj malce zaspali ali pa kakšno oddajo malce zamešali, ampak to so malenkosti za tako stvar, kot smo jo pač počeli delati en program, orati ledino v slovenskem medijskem prostoru na lokalnem in regionalnem nivoju. Maja, se spominjaš, z oddajo Dobro jutro smo pričeli 13. novembra leta 1995 in na začetku je bilo načrtovano, da boš voditeljica ti, potem se pa nažalost bolela in oskočil je Robi Bratuša.
Ja, saj dostikrat smo se kaj pomenjali ali pa sodelovali, tako da Dobro jutro je nekakšen koncept, ki je bil meni zelo pisan na kožo, takšna feltonska oddaja. Bilo mi je všeč, da sem lahko soustvarjala in verjetno bi delala še danes Dobro jutro na VTV, če se ne bi zaljubila in potem šla na drugi konec Slovenije. Ampak Maja, z velikim ponosom lahko povemo, da smo mi začeli prvi z oddajo Dobro jutro. Tako je. In še vedno je zelo dobra oddaja. Bravo. Rajko, drugače z Majo tudi še vedno sodelujemo, ne? Seveda, mi še vedno z Gorenjsko televizijo GTV sodelujemo pri izmenjavi raznih oddaj, v skupnih projektih in sem vesel, da so člani medijske zbornice Združenja radijskih in televizijskih postaj Slovenije, tako da dobro sodelujemo. Naj povem, da Maja še vedno deluje v medijskem prostoru in sicer je odgovorna urednica Gorenjske televizije, s katero tudi v smislu programske izmenjave, kot ste slišali, sodelujemo. Maja, še enkrat lepa hvala za tvoje sodelovanje z našo hišo in lepo zdrav Kranj. Hvala lepa, tudi jaz se vam zahvaljujem, želim vam vse dobro, gradite še naprej, boljši danes in jutri, vztrajajte pri tem poslanstvu, saj dejansko ljudje res najrajši na televiziji vidijo sebe in kje druge se bodo videli, če ne na regionalni televiziji, na vaši televiziji. Tako je. Lepo zdrav Maja Zagoričnik in srečno. No, prve oddaje so bile informativnega značaja. Tako je. Mi smo želeli že od samega začetka ustvarjati informativni program. Mogoče tudi zaradi Janka Šoparja, tako da ga večkrat omenjam, ker on je vedno poudarjal, da je prava, verodostojna informacija in podana na prav način tisto, kar ljudje najbolj gledajo. In to smo mi vzeli v zakup in smo tako tudi iskali novinarje na tem področju. Seveda, kasneje pa so se pojavljale še druge oddaje in moram reči, da informativna oddaja VTV magazin je bila pravzaprav prva, ki je še oddaja v našem narejena pri nas in tu so sledile potem še druge informativne oddaje, kot so vsakodnevne regionalne novice, najprej samo 3-krat na teden, potem vsak dan in tako naprej. Dogodki so nas prisiljevali, da smo širili programsko shemo in tako temu smo pač sledili. No, z leti pa smo v informativnem smislu pokrivali tudi vse več občin. Danes smo prisotni pri pomembnejših dogodkih v 70 občinah. Ja, hitro je šlo to. Seveda, ker so občine prepoznale našo pravo podobo, da smo resni in da se ne damo nekako zapeljati v rumene vode in da smo odgovorni, da smo odgovorni do gledalcev in da so naša poročila in medijske vsebine, da so verodostojne. In mi nikoli nismo zahajali v neke spore takšne in takšne. Če pa smo pa vedno obravnavali obe plati, tako da so si gledalci potem lahko sami razsodili, kaj je prav in kaj ne. Res še danes to vztrajamo pri tem in občine so, kot sem rekel, prepoznale to pri nas in se da danes začetka iz ene občine, potem 2, 3, 4, 5, danes pokrivamo več kot 70 občin v informativnem smislu in s 30 zelo dobro sodelujemo, tudi na osnovi letnih zakupov, ne programskih vsebin, ker to je naš interes, ampak letnih zakupov tehnične produkcije za tisto, kar oni rabijo. In tu nam veliko pomagajo in velika zahvala tistim, ki verjamejo v nas še danes in nam stojijo ob strani. Tako da bomo še enkrat poudarili, s 30 občinami tudi zelo dobro poslovno sodelujemo. Gospod direktor, naš arhiv je zelo bogat, šteje 30 let lepih spominov. Ja. Arhiv je pa tisto naše zlato, kakor jaz temu rečem.
od samega začetka mi hranimo prve oddaje, prve dogodke na terenu. Zato je pa tu generacij teh kaset ohranjamo še danes na policah. Seveda veliko tega je že digitalizirano, nekaj bo ostalo zavedno tako, dokler bojo kasete pač zdržale, ker nimamo časa niti pogojev, niti aparatur, da bi to presnemavali 14 let, kot si prej omenila, 24 ur na dan je teh arhivov, tako da če bi trakove zlepili, jaz mislim, da bi bilo to okrog sveta 30-40 krat tukaj to kilometrov teh trakov. Dobro, zdaj je druga tehnologija, da se bojo v megabitih šteli. In kot ste rekli, zelo dobro sodelujemo z občinami, na kar ste še posebej ponosni. Seveda sem ponosen, vsi smo ponosni, ker odziv gledalcev, gledalcev in politike je pozitiven. Moram reči, da nismo zabeležili nobenega izpada, da bi se s kom skregali ali grdo gledali. Vse, kar nam je bilo očitano, da nismo naredili prav, smo preverili in poskušali dokazati z druge plati in vse zadeve so super. Ampak jaz bi samo o arhivu, prosim, to je zelo pomembno, ko sem rekel, arhiv je živ. Arhiv, video arhiv ni mrtva črka na papirju. Video arhiv je živ medij, tako rečem. Tu se ne da spremeniti, lahko se premontira kader s tem, z drugim, lahko se naredi tudi druga režijska oblika, ampak ne da se drugače prikazati, kot je bilo povedano nekoč. In enostavno tista beseda in dogodek, ki se je zgodil, bo zavedno ostal arhiviran in to je to. Želela sem povedati, da z nekaterimi župani smo sodelovali že na samem začetku, z drugimi sodelujemo šele nekaj let. Srečko Mehom, ki je mestni občini Velenje županoval med letom 1994 in 2010, smo sodelovali najdlje. Poglejmo, kaj je povedal. VTV je ena izjemno dobrih institucij, ki je pomembno vplivala na osveščenost, na medijski prostor in tudi na samo naše delo. In ko zdaj gledam oddaleč, tako kaj se dogaja v slovenskem prostoru in kako sem sam kot recimo odgovoren za nek način organizacijo in dela v mestni občini Velenje, takrat je imel medije in seveda tudi VTV. Potem lahko z gotovostjo rečem, da sem podcenjeval takrat to delo in da šele danes znam oceniti, kaj pomeni informiranje, ki je informiranje domačega prostora, animiranje domačih ljudi in je izjemno pomembno, da dobijo prebivalci pravo informacijo, priljudno informacijo, nezavito in da lahko na tej informaciji potem tudi odločajo, ne samo na volitvah, ampak da tudi vedo, kaj se lahko naredi. Od oblasti pa je odvisno, ali zna oblast primerno artikulirati svoje zaključke, svoje predloge, kaj bo tudi delala in če to ne naredi, je potem pač konflikt med ljudmi in med oblastjo, ki poskuša narediti najboljše, kar seveda takrat tudi zmore. VTV je bil institucija, ki je nastala tistih začetkov, se spominjam tako, da smo tamle okoli 90-ih let so se začela nekako vrenja med starim režimom, med Jugoslavijo, med socializmom, med nastankom Slovenije, pa tudi v tem prostoru potem VTV. In VTV je prišel pravi trenutek takrat, da smo že lahko začenjali okrogle mize, predstavitve kandidatov takrat, vsega tega in zato je to izjemno pomembno. Pomembno tudi za zgodovinarje. To je živo pričevanje, ker nihče ne more reči, da ni bilo tako, ker je točno tako narejeno. Tudi sam sem ravno prej z gospodom Đorđevićem govoril o tem, da sem, ko danes gledam, zagotovo kakšno leto ali dve naredil veliko napako, ker se nisem dovolj angažiral, da bi se občina in VTV
znala dogovoriti, na kakšen način bomo ljudi angažirali, ampak na vsak način. VTV je v tem času naredil izjemno poslanstvo. Zato, ker so lahko na VTV prišli vsi, zato, ker ni bilo nobene cenzure, zato, ker smo ali ste predstavljali ljudi takšne, kot so, tudi politike takšne, kot so. In čeprav mi včasih morda ni bilo čisto prav, da so recimo tudi moji nasprotniki dobivali dovolj medijskega prostora, danes mislim, da je bilo tako prav, da je tako absolutno prav in da se lahko ta medijski prostor uravnoteži. Jaz v teh mojih, recimo, skoraj 20 let dela na občini nimam nobene zamere, z današnjega vidika tudi kasneje ne. Trdim, da je prostor bil uravnotežen in da se je vse dogajalo tako, kot se na nek način mora. Vsi moji nastopi tukaj na VTV-ju so bili z vaše strani prijazni. Ne verjamem, upam, da tudi prijazni za naše občanke in občane in tudi danes bi želel, da ob 30-letnici, za kar vam iskreno čestitam in želim, da bi še naslednjih 30 let lahko v tem medijskem prostoru upravljali to delo, ki je izjemno dragoceno in sem prepričan, da boste to tudi naredili. Pravzaprav nimam nobenega nasveta, ne vam, ker se na medijsko sceno veliko bolj spoznate kot jaz, ne sedanjim, ki upravljajo ali pozicijsko ali opozicijsko vlogo, ker imajo oni informacije in delajo dobro, to je potrebno povedati. In da bi lahko kdaj jaz tudi kaj drugače naredil, ampak seveda sem imel za to že zdavne priložnosti in danes samo takole iz varne razdalje upokojenca spremljam, kaj se tukaj dogaja, pa sem zadovoljen. Zadovoljen, ker se mi zdi, da gre Velenje, da gre naša mestna občina pravo smer. Ta prava smer pa so ljudje, naše prebivalke in prebivalci, odprto mesto, mladi, starejši, vsi hendikepirani, predvsem tisti, ki si ne morejo pomagati. In to smo tukaj v mestni občini vedno znali. Znali smo poiskati sožitje tudi med mnogimi, ki so tukaj v Velenje prišli. Ne nazadnje sem tudi jaz prišel v Velenje pred 60 in še več leti in sem bil takrat zelo lepo sprejet. Sončnica naj bo spomin na 60 let Velenja, 30 let VTV-ja. Vsi priznanja pravijo, da ne doletijo pravih, ampak to ste si zaslužili. Hvala in srečno VTV in srečno Velenje. Gledalke in gledalci, z našim informativnim programom pokrivamo tudi 3 mestne občine. Poglejmo, kako ocenjujejo vlogo našega medija v slovenskem medijskem prostoru župani Celja, Slovenj Gradca in Velenja. Dragi VTV-jevci, iskreno zadovoljstvo in ponos mi je, da vam lahko ob 30. obletnici vašega delovanja iskreno čestitam v imenu naših občank in občanov. Svojim prispevkom vsakodnevno seveda prispevate k temu, da smo vsi skupaj tukaj obveščeni, da so naša dogajanja, naše aktivnosti prenesene med ljudi in da istočasno lahko skupaj tkujemo neko politiko, družbeno odgovornost, družbeno sožitje na način, da smo vsi skupaj zadovoljni. Vsaka pozitivna zgodba, ki se je v Velenju odvila v tem obdobju, ima za sabo vrsto subjektov in vrsto ljudi. Vi ste eni izmed tistih, ki ste pomagali tlakovati to lepo zgodbo našega mesta. Zato se vam iskreno in iz srca še enkrat zahvaljujem in seveda na mnoga leta, tudi ob teh turbulentnih časih, ki jih bomo znali skupaj preživeti na način, da bomo močni, da bomo sodelovali, da bomo pogumni in da bomo za sabo imeli tudi naše občanke in občane. Srečno in hvala za vaš prispevek. Ob 30-letnici delovanja VTV celotni ekipi iskreno čestitam. Regionalne televizijske postaje so pomembne za objektivno, hitro in korektno obveščanje
prebivalstva te regije, zlasti ker v nacionalnih medijih dobimo veliko premalo pozornosti. Tako da jaz verjamem, da so vaše gledalke in gledalci zadovoljni s programom. Vam želim še naprej veliko energije, inovativnosti in vsega ostalega pri ustvarjanju programa, pri informiranju vaših gledalcev in predvsem naj vam ne zmanjka te volje in energije. Pa srečno! Danes bom pa začel nekoliko drugače. Danes je res ta poseben dan. Danes pa dovolite, da nagovorim ekipo VTV-ja, ki že 30 let nekako bdi nad tem, da smo krajani, krajanke, tako šaleške, koroške in pa še širše informirani o dogodkih. In nekako si ne znam več predstavljati informiranja naše mestne občine, če tu ne bi bilo tudi VTV-ja, in bi se vam na tem mestu res iskreno zahvalil za ves doprinos, ki ste ga dali k temu, da so bile tako naše občanke in pa občani in pa širše informirani tako o dogajanju v naši mestni občini, so bile informirane tudi na žalost o ukrepih v letošnjem letu, nenazadnje pa ste poskrbeli tudi za nemalo prireditev razvedrilnih, informativnih, strokovnih in pa podobno. Iskrene čestitke torej vsem, ki ste pričeli pred 30 leti, ste verjeli v zgodbo, ste se priključili kasneje in pa vsem tem, ki vztrajate še danes, da smo lahko zelo veseli in pa ponosni, ko se usedemo pred TV ekrane in nastavimo na program VTV-ja in vedno dobimo informacijo iz prve roke ali, kot rečeno, nas razvedrite z določeno prireditvijo oziroma oddajo. Dovolite pa, da vam zaželim še veliko uspehov tudi v prihodnje. Seveda si želim, da bi skupaj pisali še naslednjih 10 let in čez 10 let skupaj praznovalo spet naslednjo okroglo obletnico. Vse dobro, ekipa VTV-ja. Lepa hvala vsem trem županom za te lepe vzpodbudne besede. Sicer pa, gospod direktor, orali smo ledino tudi na športnem poročanju. Tako je. Kot sem že prej rekel, dogodki so nas prisiljevali v to, da širimo programsko shemo. In seveda najprej smo športne informacije nekako umeščali v VTV magazin, ampak teh je bilo vedno več, tako da smo morali 22. marca 1994. leta narediti prvo samostojno športno oddajo, Športni torek, in ta oddaja se je prijela in seveda dobila nove gledalce in do zdaj smo naredili 1000 pa še nekaj športnih torkov, to se pravi 49 000 športnih informativnih vsebin. To je ogromno. Tako da šport je kar pomembna reč v našem programu. Ja, res je. Na športnem področju smo zelo aktivni in poglejmo, kako je naše najbolj športno TV obdobje strnil takrat urednik športnega programa Vlado Lipovšek. Ja, jaz sem bil urednik športnega programa, mislim, da 9-10 let, nekaj takega. Drugače smo pa 12 let sodelovali kot novinar, ne. Ja, v tem obdobju televizija, vsekakor je bil VTV televizija z največ športnega programa v celi Sloveniji. Mi smo pač imeli to srečo, da smo spremljali košarkarje Pivovarne Laško v pokalu Saporta, Radivoja Korača in pa celo v Euroligi. Prvenstvene tekme smo imeli srečo, da je ogromno klubov z našega področja igralo v prvi ligi, tako smo spremljali recimo košarkarje Pivovarne Laško, kot sem že rekel, pa rokometaše Gorenja in pa Preventa, odbojkarje Šoštanja, nogomet Rudar, Velenje in pa Dravograd. Skratka, ogromno tega je bilo. V oddaji Športni gost smo vsak teden gostili najboljše športnike Slovenije.
od, ne vem, Luke Špika, Urške Žolnir in Jolande Čeplak, da ne naštevam naprej, ker so dejansko vsi bili pri nas, ne. Nekako, bom rekel, za največji uspeh pa štejem to, da smo bili prva slovenska televizija, ki je prenašala tekme angleške nogometne lige. Smo bili pionirji na tem področju, ravno tako, bom rekel, smo bili eni prvih, ki so sodelovali v ŠKL-ju, ki je danes, vemo, prejel celo evropsko priznanje. Tako da jaz mislim, da je tega bilo kar ogromno, ne, predvsem pa sem ponosen na to, da smo v tistem obdobju nekako lansirali v orbito številne novinarje, ki danes delujejo na, dajmo temu reči, naših sestrskih televizijah, od TV Slovenije, Pop TV-ja in tako naprej, ne. Predvsem pa športne, ne, ker vemo, da je skoraj ni športne televizije, ki ne bi enega našega imela, ki je oziroma začel pot na VTV. Tako da jaz mislim, da smo bili kar. Je pa bilo to seveda obdobje, ko se je dalo, ne. Danes vemo, da so pogodbe klubov in lig in ne vem čega, da je to danes vse plačljivo in so to ena regionalna televizija, pač ne more več privoščiti. Moram povedati, da pri športnikih je bilo vedno tako zanimivo, ker so ponavadi lovili zadnje minute, preden je šla kakšna stvar v eter. In zdaj imamo na Skype liniji zvezi še enega odličnega športnega novinarja, našega bivšega sodelavca, to je Dejan Tamše, in zdaj ga lepo pozdravljam in seveda želim najprej dober večer. Ja, tudi vam nazaj v studio. Dober večer. Kako se spominjaš svojega dela pri nas na VTV-ju? Ja, jaz sem bil kar mlad, ko sem začel prvo kot novinar, no, tam me je uvajal seveda legenda športa Toni Rehar, pa me je v bistvu Rajko kar kmalu je videl mojo energijo nekako, vse veš, mlad pa neumen pa zagnan, in mi je dal priložnost in ne vem, sem bil kar dolga leta pač novinar, potem seveda tudi urednik športnega programa, tako da v bistvu se spomnim, da me je Rajko potisnil tudi, če smo zelo hvaležni recimo na avion za Avstralijo, sem šel delati z Orleki eno zgodbo njihovo po Avstraliji, tako da to je bilo super. Kar se pa športa tiče, je bilo pa par, ne vem, hecnih zadev, če vas zanima, no, ne vem. No, daj povej recimo, ko si komentiral kakšne tekme ali pa recimo kakšno anekdoto, da zvemo, kaj se je dogajalo na terenu. Ja, zdaj tele kasete, ko so tam pri Rajku, jaz imam še, ne vem, eno beta, to je bila pač kaseta, ki je bila svetinja in njim te kasete ni šlo. In kak je bil zdaj to protokol, ne? Tekma recimo na Prevaljah, mi smo imeli v določenem obdobju 5 prvoligašev, ko smo jih pokrivali nogometnih, se pravi, ne vem, Prevalje, Korotana, ne, potem je bil Dravograd, pa Era Šmartno, pa Rudar, pa še Publikum, ne, Celje, se pravi 5 tekem in včasih nam je na vikend so nam padle 3 tekme in pa smo recimo šivali iz Prevalj v Šmartno, pa snemali in sproti tekste in tako. Pa to zmontirati na studio, v studio na VTV, pol pa tole kaseto vzeti, pa leteti na avtobus, ker avtobus, ko je peljal v Ljubljano, ne vem, v 5, da je bila kaseta ob 7 pri njih, da je bil prispevek skuzbala pri njih, ne. Zdaj pa, če si slučajno, če je montažar imel slab dan, pa ni prav čas montiral, si mogel kaseto peljati v Žalc, da si avtobus prehitil, ali pa da si on ga ujel, ko je šel iz Celja v Ljubljano. Če si pa tudi to zamudil, si se mogel po Ljubljano peljati na RTV pa kaseto vdati, tako da to so bile komedije, no. Ampak Dejan, ti nisi bil samo odličen športni novinar, ti si bil tudi tako nabrit, da si včasih pripravil tam pred novim letom ene take super smešnice. Kaj smo počeli, kako smo se motili? Jaz sem, ne vem, bil zadolžen za te zadeve, da sem že med letom mal našim montažerjem rekel, daj shranjuj, če se kdo zmoti, mogoče tudi, eni so bili bolj spretni, so znali celo malo sprovocirati, da se je res voditeljica ali pa voditelj malo zmotil. In jaz sem pol to nekje konec novembra začel malo zbirati, prebirati, pa da je pol prišlo
pač najboljše situacije ven. Včasih je šlo to malo bolj počasi, kot zdaj v tej digitalni tehniki. No, smo pa mi decembra recimo delali tudi to novoletno oddajo, neke smešnice smo si šli, sploh Sašo Vučino, z njimi smo imeli neke take napredne ideje. Mi smo recimo si tekst napisala, potem smo se ga pa v rikverc naučila. Se pravi, da smo zadensko govorila in tudi zadensko po Velenju hodila, ne vem, Robi Barona se pa snemo. In pol smo to naprej pognali, da bi se naj slišalo tako, da res govoriš, ampak si bil kot tak en pijan Rus, ko si povedal, zrečno, vle, to, a ne, čist kontra je prišlo, ampak imeli smo take pionirske štose, ko jih je zdaj malenkost narediti, ne. Dejan Tamše, lepa hvala, ker si del teh zgodb delil tudi z nami. Hvala lepa za tvoje sodelovanje in lep pozdrav. Vse najboljše za 30, ko VTV. Srečno. No, imamo pa tudi odličnega športnega novinarja, dolgoletnega sodelavca, ki ima tudi lepa leta, to je Toni Rehar. Ja, Toni Rehar je naša legenda, tako kot je Dejan rekel. Danes jih šteje 80 let in še vedno spremlja športne dogodke. In res, Toni je tako jutrenja ptica bolj, ne, in ko je on naročil montažo, jo je naročil pred našim začetkom delovnega časa, tako da so fantje bili kar malo nevoljni, ampak smo ga vzeli tak, kot je in so se mu prilagodili. No, Toni Rehar nas z velikim veseljem tudi danes še vedno obišče in preverimo, kaj je povedal v našem dolgoletnem sodelovanju kar 28 let Toni Rehar. Ja, kar dolgo doba je tale 30 let nazaj. Če se spomnim tistih začetkov, ko sem bil zelo vesel, ko me je Rajko povabil k sodelovanju. Začelo se je tam na Stantetovi, tam, ko smo se poslavljali potem v tistih oddajah uvodnih, ko sem govoril, pozdravljeni gledalci iz Stantetove 4, pa Rajko reče, ja, na Stantetovi 4 je bife, mi smo na Stantetovi 2. Ampak takrat se je začelo. Bili so tam Dolinar, gospod Šoper, Einsiedlerjeva, potem pa sem prišel še jaz zraven kot športni urednik. Nekaj let sem bil na tem mestu, potem pa me je zamenjal Dejan Tamše, za njim je prišel Lipušek, na to pa je kar nekaj let nazaj zelo uspešno to stvar vodila Tatjana Hudomalova, ki še zdaj vodi to stvar. Zadolžen sem bil za vse vrste športov, od rokometa, nogometa, košarke, namiznega tenisa. Ni bilo nobene stvari, da se je ne bi lotil. Bili so nekateri direktni prenosi oziroma posnetki, nekateri pa potem tudi v reportažah in prispevkih. Bili pa smo tudi zelo, bi rekel, z pridnimi delavci, sodelavci, montažeri, snemalci, zelo vneti in prizadevni. Naprimer, na nogometni tekmi v Šoštanju se je celo zgodilo, da je med 11 goli snemalec ni ujel nobenega gola, montažer pa si je pulil lase, ko je hotel sliko povezati s tekstom, golov pa ni bilo. Ampak nič hudega, šli smo naprej. Bile so tudi reportaže z različnimi vrhunskimi športniki. Tako, ko smo šli v Črno na Koroškem k Tini Maze, se mi kar v roke dal mikrofon in ji dejal, na, Tina, predstavi nam, koga imaš okrog sebe. Pa je začela, to je Bica, to je mama, to je ate in tako naprej. Bilo pa je tudi zelo zanimivo in tudi malce škoda je bilo, da se je tako zgodilo, pač bilo je, ko je Katarina Srebotnik, ta naša velenjska teniška zvezdica, spomnimo se, da je imela kar 27 zmag na velikih turnirjih tega tenisa, da je med njimi tudi 5 zmag, ki jih je osvojila na VTA turnirjih v parih. No in njo, ki je za pol dneva priletela v Velenje, sem po očetovi zaslugi dobil, da mi je dala intervju, ki sva ga lepo hitro opravila doma. In ko vesel priletim v studio,
da bi se pomahali že kar zvečer. Imamo Katarino Srebotnik. Pa začnemo gledati z montažerjem, tamle se začudimo od dela, tup, 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 tup. Sebi pa mikrofon nastavil takole na prsta, na srček in je ta srček tako ropotal. Ampak ker je šlo za Katarino, smo tudi tisto stvar uporabili. Veliko lepih in zanimivih reči, tudi številne druge prireditve sem se loteval z veseljem, nedolgo nazaj tudi še v tem letu. In srečen sem, da sem lahko delal s tako požrtvovalnim kolektivom, ki ga je vodil ves čas nasmejani Rajko, in se čudim, da je tako uspešno zdržal 30 let in vsem skupaj želim še v nadaljnjih 30 uspešnih let delovanja. Kako lepo in srčno je to povedal Toni Rehar in jaz, direktor, vedno znova poudarjam, da celotna ekipa je lahko res upravičeno ponosna na vas. 30 let nas že držite po konci. Hvala lepa. Ja, sej ni bilo lahko. Ni bilo lahko, ampak smo zdržali in upam, da bomo še. In temu dobremu razpoloženju vpliva tudi glasba. Seveda. Glasba je stalnica v našem programu. Seveda malo tudi zaradi tega, ker sem sam glasbenik in prve vdaje so nastale maja 1992, Video Top, v kateri je prostor dobila rock glasba, in pa Najspot bolj za mehko, za pop glasbo. Video Top je vodil znani bobnar Aleš Uranjek, Najspot pa naš, ki smo ga že prej omenili, Robi Bratuša. In potem te vdaji seveda so se združili v Popcorn in ta Popcorn ima še zdaj kar veliko težo v našem programu in je na terminu ob sredah zvečer, poteka v živo in to je tisto, kar glasbeniki rabijo trenutno, da se v živo predstavijo gledalcem, ker drugje te možnosti ni. Ne? In velik poudarek dajemo tudi narodno-zabavni glasbi. Seveda, tako je. Morali smo slediti željam naših gledalcev in narodna zabavna glasba se je pričela 1998 z glasbenim labirintom. Namreč takrat nismo imeli velikega studija, smo dost manjšega za pol tega in smo morali predstaviti vse skupaj na teren, na Koroško, najeli smo eno dvorano in takrat tam so se pač predstavljali ansambli narodno-zabavni, bilo je krasno, oddaja se je prijela in vse skupaj se je potem nekako zaključilo z oddajo Najviža, ki je bila pač nekako naslednica našega enega največjih narodno-zabavnih projektov Najvižja stoletja, ki smo jo pripravili v prepolni dvorani Celjskega Golovca in tam so nastopili vsi legendarni ansambli v tem stoletju, kolikor naša narodna zabavna glasba pač obstaja in se beleži. Seveda v teh 30 letih je bila še potem Planet Polka in tako naprej, samo ta statistika, zato imam tole debelo reč v roki, marsikaj bomo morali spustiti, ker ne pridemo do konca. Smo morali nekaj narediti tudi za resno glasbo, ne? Tako da smo uvedli glasbo, minute za klasično glasbo in v vseh 30 letih smo predvajali več kot 7270 poddaj. Seštejemo skupaj narodno-zabavnih, pop, rock in klasične glasbe. Toliko malo o statistiki. Spremljali smo pa tudi koncerte in jih snemali, res smo bili aktivni zelo. Pa tudi sami smo jih organizirali, ne? Tako, bili smo organizatorji številnih prireditev, kot so velikih prireditev zunaj. In tudi začetniki. Noč ob jezeru, tako Noč ob jezeru v Velenju, ki je postala stalnica. Prvih 10 noči sem bil osebno organizator in VTV seveda. Potem poletne kulturne prireditve, Hit poletja, Izbori mis, potem turneja Belo dugme,
ABBA, The Show v Ljubljani, v Hali, Tivoli. Seveda, beležili smo več koncertov Parnega valka, šli smo v Avstralijo, Štajerskih 7 in s skupino AVE, šli smo v Južno Ameriko s skupino AVE. Seveda, nekaj festivalov smo bili soorganizatorji in smo jih snemali. Graška gora, poje in igra, Morska viža, Bernardina. Skratka, na glasbenem področju se je dalo toliko, da danes, ko jaz tole gledam, sploh ne vem, kako smo to uspeli vse narediti. Smo pa vedno znali priskočiti tudi na pomoč, ko je šlo za humanitarne projekte. Tako je. Mi smo humanitarna, kar precej humanitarno naravnana televizija. Podpremo skoraj vse dogodke, ki jih pripravljajo humanitarne organizacije, tako da od Rdečega križa, Karitasa in drugih, tu ima veliko vlogo tudi Lions Club Velenje, katerega član sem, ponosen član, tukaj značka, jo nosim, ker smo organizirali številne koncerte, akustika in ves denar, ki je bil zbran, je šel za dobrodelne namene, za ljudi, ki to potrebujejo. Seveda, zorganizirali smo pa tudi en največjih projektov v Velenju, ki se je zgodil 50 let za otroke na Velenskem nogometnem stadionu in to je bil dvodnevni koncert, kjer je sodelovalo več kot 70 slovenskih in tujih velikih zvezd zabavne glasbe in narodno-zabavne glasbe, tako da je nastopilo na odru, je bilo v 2 dneh 600 izvajalcev. Tudi ta sredstva so šla za otroške oddelke bolnic Celje, Slovenj Gradec in pa za vzgojno-varstveni center Ježek Velenje. In ponosen sem na to, da smo to lahko naredili. Skratka, glasba ima v naši medijski hiši posebno in tudi veliko minut svojega mesta. No, 2 leti po začetku oddajanja VTV pa je svoje prve minute na programu dobila tudi prva otroška oddaja Mišmaš, ki jo gledalci lahko spremljajo že 28 let, vsak petek ob 18. uri. Tudi za otroke najmlajše poskrbljeno. Ja, torej, tako je. 1200 oddaj smo naredili v vseh teh letih otroškega Mišmaša. Gostili smo preko 3400 gostov. Ta oddaja je za otroke pomenila veliko veselje in so čakali ob petkih ob 18. uri, kdaj se ta oddaja začne. Bila je kontaktna, izobraževalna, poučna, skratka, velik poudarek dajemo še danes na vzgojno-socialni noti s področji ekologije, medsebojnih odnosov, kulture, ustvarjalnosti, skratka, precej rubrik je noter v tej oddaji omehčenih in sem ponosen, da se je pri teh oddajah, ker smo morali vzgojiti svoje kadre, nekako našlo 16 mladih novinarjev, med njimi nam je pridružila že ena pri 9 letih in ta Mišmaš je res neka stalnica še danes. Ja, in z velikim veseljem si ga ogledamo. Zdaj pa je na Skype liniji tudi voditeljica z najdaljšim stažem, to je Petra Kordiš. Petra, lepo pozdravljena. Za žensko se ne sme vprašati, koliko let šteje, ampak koliko si bila ti stara, najprej dober večer, ko si začela voditi oddajo Mišmaš? Ja, zdaj, če smo rekli, da je Mišmaš na sporedu že 28 let, jaz imam pa samo 2 leti več. Tako da prvič sem se kot gostja v Mišmašu pojavila čisto po naključju pri 6 letih, potem nekaj let kasneje pa se znašla na sovoditeljskem stolu. Katera tema ti je v teh letih najbolj ostala v spominu? Zakaj? To je težko vprašanje. Sama veš, da med vodenjem spoznamo ogromno različnih tem, spoznamo ogromno gostov, ki nam dajo veliko. Tako da veliko je bilo takih tem, ki so mi ostale v spominu. Predvsem zaradi tega, ker sem se v tem času ogromno naučila.
spoznali smo ogromno gostov, vedno so mi bile najljubše tiste oddaje, ki smo jih izvedli na terenu, kar pomeni, da smo mogoče pokukali v premogovnik, pa potem lahko pogledali tudi, kaj nastaja za scenami, ali pa obiskali gledališče, kjer smo lahko dejansko pomirjali vse kostume, pogledali v tovarno čokolade, kako nastaja čokolada, pa še in še takšnih zgodb. Tako da težko je izbrati najljubšo, ker nekaj je bilo zelo dobrih in spomnim se, da že takrat smo ustvarjali res kvalitetne vsebine. In Petra, kot si omenila, v tem času si se veliko naučila. Res je, ne samo tega, kako reagirati v različnih situacijah, mogoče ena taka zelo zanimiva posebnost Miš-Maš oddaje, da poteka v živo, kar pomeni, da ni bilo veliko trenutkov, ko si lahko stvari popravljal. S tem potem pride tudi ogromno anekdot do tega, da gostje zamujajo, pa moraš znati marsikaj povedati iz glave. Tako da veliko je bilo zelo takih zanimivih in prijetnih situacij, ki te naučijo, kako reagirati hitro, kar pa pride prav vedno v življenju. Naučila sem se tudi ogromno nekega raziskovalnega dela, ker smo seveda, ko pripravljaš oddajo, moraš pobrskati in po internetu in po knjigah, zbrati literaturo in to je zelo dobra veščina. In Petra Kordiš, 19 let lepih spominov imaš na VTV. Res je, 19 let dobrih spominov na goste, dobrih spominov na ekipo, s katero smo delali, kar nekaj prijateljstev se je skalo, ki še vedno trajajo, tako da samo pozitivne stvari. Petra, lepa hvala in ostani zdrava. Ja, enako, lep pozdrav tudi vam. Sicer pa to ni samo edina otroška oddaja Miš-Maš. Poskrbeli smo tudi za ostale oddaje. Seveda smo poskrbeli, kot sem že rekel, gledalci so nas nekako poganjali, da smo smo rekli, če imamo Miš-Maš otroško oddajo za otroke prvih razredov, drugih, tretjih, četrtih, dajmo še nekaj za mladinske oddaje in tako naprej. In seveda morali smo si vzgojiti, največji problem je vzgojiti mlade novinarje oziroma voditelje teh oddaj. In to je bilo kar nekaj energije dano, potrebno dati v to in zato je poskrbela naša Jana, ki se je ukvarjala in je bila urednica dolga leta in še zdaj je urednica otroškega in mladinskega programa. Ampak rad bi povedal to, da vsi ti ljudje, ki so takrat začeli kot mladi voditelji pri nas, so danes odrasli ljudje. So odrasli ljudje z družinami, vsi imajo svoje potenciale, so razvili na svojimi željami iz najških let in vsi so danes uspešni na svojih področjih. Nekateri so doktorji, inženirji, tudi doktorji raznih ved, diplomiranci raznih smeri in tako naprej. Vsi ti so si tle zastavili neko življenjsko pot in so se izoblikovali tudi pri nas, kako je treba biti in kdaj je treba biti resen, kdaj je treba biti otroški in tako naprej. Se pravi, na nek način tudi odskočna deska. Omenila sva oddaje Čas za nas, Odkrito povej na glas, Na novo, Mladi upi tudi, a ne? Tako, mi smo dali možnost precej mladim upom in v oddaji Mladi upi. Tu smo imeli vse upe na vseh področjih, ne samo kot glasbeniki, pevci ali tako, kot iz literarne umetnosti, plesa, športa. V 9 letih smo pripravili 90 oddaj, v katerih smo gostili preko 550 mladih upov. Seveda pa so bile tudi ustvarjalne iskrice. To so tudi oddaja, kjer smo ustvarjali, kjer so otroci ustvarjali razne izdelke, slike in s čopiči in z glino in tako naprej. Potem ne smemo pozabiti izobraževalne oddaje, otroške, okoljevarstvene oddaje, Modri Jan, Čas za nas, za tabornike, Mladi za Velenje. Skratka, predvsej takih naslovov, ki sami povedo, komu ta oddaja pripada in vse to. Seveda, Cicibano Kotiček tudi, a ne? Ja, tako, to sem hotel glih reči. Smo zelo ponosni, da smo dobili Mojco,
mentorico, voditeljico, ki je pripravila potem oddajo Mojca in medvedek Jaka. In ta medvedek Jaka je kar še zdaj popularna maskota te oddaje, ne, in tu se pleše, poje, igra, skratka. Skratka, pripravili smo ogromno teh otroških glasbenih projektov, poslušali pevske zbore in da omenimo tudi Pikin studio. Pikin studio, seveda v času Pikinga festivala, že na začetku smo bili zraven, ko se je Pikin festival začel odvijati. To je največji otroški festival v Sloveniji, večjega ni. In ob vsakem Pikinem festivalu mi zdaj že nekaj let postavljamo Pikin studio, ker se lahko otroci poistovetijo s Piko in enostavno naša shema se tudi takrat malo prilagodi in smo kar pikasti, moram reči. No, pomemben del našega arhiva so tudi dokumentarne oddaje. Sigurno, dokumentarne oddaje so pomemben del vsake televizije in lastna produkcija je tista, ki pusti pečat za zgodovino. Mi smo vse tiste pomembneže, ki skoraj vse ne moreš, ampak tiste, za kateri so nekako izoblikovali in oblikovali zgodovino našega mesta, naše okolice, pa ne samo našega mesta, tudi širše, Celja, Koroške, vse smo poskušali nekako te oddaje strniti v nek kako bi rekel, nek kolut, ki bo ostal tudi za namce in te oddaje imajo res bogato zgodovinsko vrednost. Zabeležili smo pogovore z županom, z Rdečim kraljem, kot so mu pravili, Neslom Žgankom, potem z tisnikarjem, koroškim slikarjem, Pečkotom, potem lahko bi našteval, ampak verjetno naš čas preganja. Ampak lahko vseeno meniva, recimo Slavka Avsenik, Lojze Slak, Slovenci po svetu. To so imena, ki so pustila pečat ne samo za to okolico, ampak za Slovenijo. Serijo oddaj Slovenci po svetu smo seveda poiskali tudi ljudi, Slovence, ki so v tujini zastavili svoje korenine oziroma svoje delo in pustile pečat v svetovnem merilu, ne samo pri nas, tako da pa še kaj. No, in če strneva zdaj ta del, v 30 letih smo naredili več kot 320 dokumentarnih oddaj, kar je tudi lepa številka. No, širjenjem programske sheme so svoje mesto v sporedu VTV dobile tudi izobraževalne oddaje. O izobraževalnih vsebinah je spregovorila dolgoletna programska urednica Tatjana Hudomal. Naša prva izobraževalna oddaja je bila oddaja Skrbimo za zdravje. V programski shemi ima svoje stalno mesto že od leta 1994. Številni strokovnjaki, zdravniki so svetovali, bodisi v studiu, bodisi smo bili s kamero na terenu in nastalo je res nekaj vrhunskih oddaj in tudi marsikateri dobri nasveti za naše gledalke in gledalce. Zelo zanimivi so bili tudi različni izobraževalni kotički v naših oddajah. Dobro jutro. Skupaj smo plesali, skupaj smo kuhali, skupaj smo tudi prisluhnili kakšnemu zdravniškemu nasvetu. Skratka, veliko strokovnjakov, ki so nam v teh 30 letih povedali marsikaj zanimivega. Zelo priljubljena, tudi skoraj da izobraževalna oddaja je oddaja Popotniške razglednice, svoje stalno programsko mesto ima in med vami verjamem, da je zelo priljubljena. V vseh teh letih smo gostili veliko različnih strokovnjakov in če takole pogledam, kot pravijo, čez palec, več kot 5300 ur. Mogoče omenim samo še to, da posebej v zadnjih letih veliko pozornost posvečamo tudi ljudem s posebnimi potrebami, da se učimo znakovnega jezika, da pripravljamo kakšno oddajo za slepe in slabovidne, da pokukamo v delo etničnih skupin, narodnosti in tudi to je del pravzaprav tistega vseživljenjskega, vsesplošnega izobraževanja in tem, ki jim pri nas v programu posvečamo res veliko pozornost.
Najbrž bi bili gledalci in gledalke najbolj zadovoljni, če bi ponujali samo razvedrilni in glasbeni program. Moramo pa poskrbeti tudi za ostale vsebine, politične, gospodarske. Je tako? Ja, seveda moramo, kajti, kot sem omenil, dogodki in ljudje so nas silili k temu, da smo razvijali našo programsko shemo, tudi v političnem parketu nismo smeli manjkati. Ne. In prva nosilna oddaja je bila Dober večer, gospod predsednik. Ne. In tu v tej oddaji, to je tudi neka unikatna zgodba, do takrat še niso imeli takšnih oddaj, noben od medijev tega ni pripravljal. Osnovna nit je, da si predsednik, da je nekdo predsednik ne samo v politiki, ampak predsednik kakšnega odmevnega društva, dobrodelne ustanove. In pred 20 leti se je to zgodilo, 18. decembra 1995 je bil naš prvi gost dr. Matjaž Kmecl. Potem pa so se zgodili še poznani predsedniki iz politike, Lojze Peterle, Milan Kučan, potem Janez Drnovšek, pa da ne bom preveč tule našteval zopet, Franc Auberšek kot predsednik Lovske zveze Slovenije, naprimer. In vsi ti predsedniki so ljudje, ki imajo svojo zgodovino za sabo in jih je krasno poslušati. Ta oddaja se je zelo prijela. Se pravi, več kot 220 predsednikov in nekaj tudi predsednic je bilo vmes. Absolutno, jasno. Tako pravi podatek, se pravi, tale statistika je kar malo mogoče utrujajoča, ampak je čas za to, da povemo, kaj vse smo naredili in kar prav, da tako poveš. Ministerski stol? Ministerski stol, glejte, naredili smo več kot 150 ministrov. To so enourne oddaje, ki so se zgodile na posebnem stolu, ki smo si ga sposodili v vili Herberstein, in ta stol ga že zdaj vsi poznajo, tudi ki pridejo tja, pa to je pa ministerski stol. Tako da, potem smo uvedli oddajo Poslanska pisarna, kjer nismo gostili samo naše lokalne poslance, ampak so nastopili tudi tisti, ki so drugotne, mislim, iz cele Slovenije. Potem teh stolov je bilo več kot 180 poslancev, smo gostili potem župani, županova torta, župan z vami. To so vse oddaje, ki so še danes stalnica v našem programu. In kaj ne rečem, kljub političnim pritiskom, smo ostali še vedno neopredeljeni in včasih bi bilo lažje, če ne bi bili, verjetno, ampak... Torej od nas zahtevate nepristransko politično poročanje? Ja, to zelo sem alergičen, če kdo daje nekomu več prostora kot drugemu in trudimo se, skratka, da ostanemo res nepristranski, da ostajamo nekako orientirani za vsako politično strujo enako. Tudi za gospodarstvenike smo poskrbeli. Ja, seveda. Do nekaj časa nazaj so bili gospodarstveniki tisti, ki ustvarjajo našo gospodarstvo, ki poganjajo, ki so steber razvoja gospodarstva, so bili nekako v televizijskih programih kar zanemarjeni in takrat smo rekli, mi bomo pa naredili takšno oddajo in z naslovom Gospodarstveniki, v katerih je gostovalo kar veliko ljudi. No, če povem, da potem, ko se je programska shema nekako širila, se je širila tudi naša ekipa in potem smo se iz bivše lokacije na Stantetovi ulici preselili v to novo hišo na Žarovo ulico v Velenje. Ja, to je bilo 3. decembra, moram reči, 93. smo na Plišivcu dobili oddajnik in postali vidni po celotni Sloveniji in tudi še dalje po Jugoslaviji takrat, tako da so nas v kontaktne oddaje klicali iz Novega Sada, recimo, iz Hrvaške, iz Madžarske, tako da takrat smo pač imeli srečo, da smo dobili ta kanal 52, ki je nesel malo del.
3. decembra 1999 pa smo se vselili v to hišo in na isti dan smo utvarjali tudi tretjo televizijsko mrežo, ki je pa seveda povezovala lokalne postaje, naše članice tretje televizijske mreže. To je bilo 5 lokalnih studijev in smo bili povezani po linkih, tako da to je bil tudi en zgodovinski prelomen dogodek, da smo lokalci pokazali, da smo in da znamo delati, da se znamo tudi povezovati. Tako da to je tudi ena velika zgodba, ki se nam je zgodila. In s tem je prišla tudi nova tehnologija. Seveda, 21 let smo že tukaj na Žarovi, kjer je veliko prostora, ne, in se dobro počutimo. Nova tehnologija, to v letu 2010 je Slovenija sprejela evropsko direktivo, ki je seveda nalagala, da se do 2012 analogne frekvence ukinejo za televizijsko oddajanje in da se vključi digitalna platforma, in takrat smo doživeli velik stres, velik šok, kajti 2 leti pred Evropo je Slovenija naredila ta prehod in dobesedno nas prisilila, ali ostajamo samo vidni v kabelskih sistemih ali pa nabavimo novo digitalno opremo in zamenjamo vse oddajnike na naših 3 lokacijah. To je bil velik udarec za nas in seveda z posredovanjem nekaterih ljudi, ki jim ni bilo mar, tudi gospodarstvenikov, Gorenje, Premogovnik, Veplas, da naštejem, da ne bom imena izpostavljal, komunalno podjetje, skratka, to so nekatere, ki so takoj stopila v akcijo, v naš poziv, ker bili smo na tem, da ugasnemo. Namreč država bi nas praktično z dekretom, z odločbo ugasnila in ne bi bilo VTV-ja več na oddajnikih. In seveda tu nam je preskočil pa na pomoč tudi in največjo pomoč nudil Tomaž Ročnik, ki se mu moram pa res zahvaliti v tej oddaji. No, če poveva, VTV, vaša televizija je regionalna televizija s statusom posebnega pomena. Kaj to pomeni, da si bodo naši gledalci lahko lažje predstavljali in kje vse smo vidni? Mi smo od države dobili posebni pomen, status posebnega pomena. To pomeni to, da moramo pripravljati programske vsebine, in ki jih seveda AKOS, Agencija za telekomunikacije in Ministrstvo za kulturo nadzirata vsako letno. Ne vemo, kdaj nas merijo, ampak to pomeni, da moramo v dnevni programski skemi najmanj 3 vsebine pripraviti lastne produkcije, v tedenski programski skemi pa 5 različnih vsebin, in pa mi moramo najmanj 5 ur lastne produkcije dnevno pripraviti vsak dan. To je ogromno dela. Če povemo, da je za pripravo 3-minutnega prispevka za VTV magazin potrebna ekipa 2 ljudi, najmanj 2 ljudi, in magazin traja 25 minut, 20 minut, in da rabimo za to, za en prispevek 3 do 5 ur, da ga zmontiramo. Tako da to je velik strošek in velika obveza, ki imamo pa samo programi posebnega pomena. Seveda država, potem mi lahko kandidiramo na razpise, ampak to je druga zgodba, ker ne bi danes, tu je pa država zopet nekako ni vstopila v naš korak. Ampak vseeno poveva, kakšna je trenutna slika v medijskem prostoru? Trenutna slika je taka, da na lokalnem področju, glede na to, da so velike komercialne televizije dobesedno in digitalizacija obrnila trend razmišljanja tudi kupcev oziroma tudi trgovcev, da vsak danes svojo reklamo vrti na omrežjih, na Facebookih in tako naprej, in da v bistvu je na lokalnem področju oglaševanje čisto padlo na nulo in da smo praktično odvisni od sofinanciranja in pomoči občin in pa državnega razpisa, ki je pa samo eden na leto z enim
z eno možnostjo prijave na en projekt. In tu smo kolikor toliko eni več ali manj uspešni, ampak zelo težko je. Zelo težko. No in kako pomembna in dobrodošla je hitra reakcija medija, kot je naš, poročajo številne pohvale ravnateljev in učiteljev. Prisluhnimo zdaj Marjani Kolenko, ravnateljici osnovne šole Lava. Mediji v tem času igrate prav posebno vlogo. Še toliko bolj tisti, ki ste se uspeli v tem času zelo hitro, praktično čez noč, prilagoditi novi situaciji, prav tako kot televizija Velenje, s katero sama že tudi leta sodelujem. In to, da ste si zelo hitro dali odgovor na vprašanje, kje in kakšno je vaše mesto v tem trenutku, da ne samo informirate ljudi, ampak da tudi pripravljate podporne programe, se mi zdi, da je nekaj posebnega. In tudi to, da vedno znova širite pozitivne zgodbe. To se mi zdi, da tukaj lahko rečem iz vsega srca, da ste eden izmed tistih medijev, ki dejansko podpirate pozitivne zgodbe, ki so zdaj v tem času, ko je poplava vseh težav in vseh stisk in vseh negativnih pojavov, toliko bolj dragoceno, kot je bilo mogoče v preteklosti, ko je bilo vse v redu. Gledalke in gledalci, lahko rečem, da je ekipa VTV vaše televizije Velenje srčna ekipa. Letošnje leto sicer posebno leto, ampak vseeno zadovoljni. Ljudje, naši gledalci in gledalke so zelo, zelo pomembni, spremljajo nas že 30 let. Seveda, jaz bi se v tej priliki rad zahvalil vsem gledalkam, gledalcem, vsem tistim, ki ste nas spremljali, ki ste nas tudi kritizirali, ker zaradi tega smo boljši. Seveda moram se pa zahvaliti vsem, ki so nas podpirali v najbolj težkih trenutkih in so nas tem tudi ohranili. Moram se zahvaliti mojim domačim, ki so tudi trpeli zaradi tega, ker in posebej moji mami, ki je letos praznuje 90 let, ki je ves čas zastavljala svojo hišo za naše kredite, da smo lahko program ustvarjali. In moram se zahvaliti pa tudi vsej ekipi, ki je vsa ta leta snovala naš program in ustvarjala. In največja zahvala gre pa zdaj sedanji ekipi, seveda, ki vztrajate najdlje in upam, da boste vztrajali še naprej. Namreč brez tehnične ekipe, ki je v studiu, jaz upam, da smo jo pokazali, Bojana Petreja, evo ga tukaj, potem Matjaž Zagroševcem, grafik, potem Robi, snemalec, na kamero gor, potem Sandi Sorčan, Jana Sulejmanovič, ki je pripravila tudi koncept današnje oddaje in še tu posebne čestitke, Jana. Tu zdaj pokažemo, da je kolektiv živ, ne? In lahko vidite, kako poteka. Ni bilo naprej posneto. Seveda moram se zahvaliti tudi novinarki in urednici Kseniji, potem Tatjani Hudomal, skratka tebi in vsem voditeljem in ustvarjalcem našega programa. Ampak lahko rečemo, čisto vsak je dodal kamenček v mozaik VTV vaše televizije Velenje, je seveda pomemben, tako da zahvala ob tej priložnosti. Direktor, zahvala pa tudi vam, ker nas 30 let, kot sem rekla danes, že nekajkrat držite po konci. In preden zaključiva današnjo oddajo, pokažimo še tole rojstnodnevno torto. Zahvala seveda odličnemu pevcu, to je Matevž Visočnik, ki je tudi odličen slaščičar, je za nas naredil tole torto. Spremljate nas tudi na Facebook profilu, na spletni strani, na Instagramu, kjerkoli, samo da ste v naši družbi, gledalke in gledalci. Bodite še naprej naši zvesti gledalci, to so naše srčne želje in tudi direktor lahko rečeva, če smo včasih malo glasni v naši hiši, smo pa glasni zato, da vse tiste pozitivne informacije prenesemo v vaše domove, na vaša delovna mesta, kjerkoli nas že spremljate. Zaključna beseda je vaša, še enkrat iskrene čestitke in srečno. Hvala lepa.
zaključna beseda, kaj naj rečem. Jaz sem že prej povedal, televizija je živa materija in smo pokazali, kolikor se je le dalo, nismo imeli možnosti pripraviti enega praznovanja, ampak upam, da je tudi tole dobro in da so gledalci videli, da se trudimo vsa ta leta in da se obljubljamo, da se bomo še naprej.